tukaj ste živo navzoči in tudi tisti, ki ste na spletu, lepo pozdravljeni. Bomo najprej začeli s kratko molitvijo, ki nam je najbolj znana in največkrat molimo, in ki govori tudi o pomembnosti odpuščanja. Če govorim tako na glas, se sliši? Je, prav, se sliši. Mikrofon je bolj za one tam, ki sliši. Ni tukaj zvočnikov kot tako. Moram pa malo paziti na glas, da bom odpovedal, ker nekaj se zopet nahladu. Naredimo znamenje križa, tako izpovemo vero, da smo Bogu zbrani med očeta, Sina in Svetega Duha. Da se pripravimo v Bogu, ki ga smemo klicati Oče. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v tjamo, temveč reši nas zlega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, zdaj in vselej. Očeta, Sina in Svetega Duha. V Oče našu molimo, da vedno znova in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In pri Mateju, ker je v govoru na gori tudi o molitvi, pravi, zaključi potem tudi še, če namreč odpustite ljudem njihove pregreške, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših pregreškov. Tukaj je ena stvar, ki večkrat je kar zdi se, kako da je pogoj odpuščanja Boga, kako pravzaprav tudi mi odpuščamo. Po drugi strani pa je to ena vesela novica. Če smo mi pripravljeni odpustiti drugim, če vas pripravljamo odpuščati, potem ni nobenega dvoma, da nam Oče ne bo odpustil. Da je prav to tisto, tudi ena vesela vest, da ni treba dvomiti Božje odpuščanje. Bolj je treba dvomiti v to, ali smo mi zmožni odpuščati, ne? In ali smo mi tudi pripravljeni stopiti v odpuščanje, stopiti v to Božje odpuščanje, dopustiti, da bi to Božje odpuščanje lahko steklo preko nas, do drugih in do sebe tudi. Eno, kar je, da pravzaprav rane, ki nastanejo v naših medsebojnih odnosih, so neka ranjenost. Ni mogoče, da ne bi ranili drugega. In ni mogoče niti, da ne bi sami sebe ranili, prizadeli. To je del našega življenja, del tega zavedanja, kako smo slabotni, nemočni in da, kot pravi apostol Pavel, pogosto vemo, kaj ne bi delali, pa delamo tisto, kar nočemo. Da smo pravzaprav večkrat ujeti tudi določene vzorce, ki jih nosimo tudi iz svojega okolja, svoje družine in nekje te stvari ponavljamo, čeprav nas bolijo, pa hitro tudi mi ponovimo in prizadenemo drugega. In vse to, s čimer nas drugi prizadene, nas rani, preko besed, preko dejanj, preko raznih tudi gest, kot takih, ko lahko naredimo, je nekaj, kar se zapiše v naše telo, se zapiše v spomin telesa, ne samo nekje možganov, ampak tudi telesa, tudi srca, kot smo
na zadnji proslavi, Tomaževi proslavi, pa tudi slavnostni govor, ki je govoril, kako tudi srce si se zapolni in se opiše vse, kar smo doživeli. In rana, ki se zgodi v tem odnosu, se ne zaceli sama od sebe. Tudi tisto, da bo čas zacelil svoje rane, je samo farsa. Kajti pravzaprav čas nič sam ne zaceli. Ampak je potrebno pravzaprav, da tudi to, kar se je zgodilo, tudi prepoznam, da upamo to tudi obesediti. Da ne to, kar zakopljamo vase, misleč, vse bo to počasi izvenelo, počasi bo se to ozdravilo, potaknilo. In še posebej, če zanikamo, da nas je nekaj ranilo, da nas je nekaj prizadelo, potem začne pravzaprav to čisto podzavestno oblikovati naše odnose do drugih. In je tisto, če nam kdo kaj reče, kot tako, ne reče oprosti, kot to, kako je večkrat neumno odgovor, saj ni nič. Ne bodimo naivni. Kar nekaj se je zgodilo, in si je treba tudi te stvari priznati kot tako. In si tudi priznati, kakšno sled to pušča. In tudi drugemu povedati, kaj pušča v meni, kar je izrekel, kar je naredil, da nekje se zavira. Še najhujše pa je, če drugi reče oprosti, in mi rečemo, saj ni nič. Potem ne bo drugič rekel oprosti. Ker bo mislil, torej pač je vseeno, kar rečem, vseeno, kar naredim, vseeno, kakor pač odnos imam jaz do tebe, do drugih, do tak. Je treba zato tudi te stvari nekje jasno tudi poimenovati. In v globini pravzaprav vsak izmed nas hrepeni po miru, hrepeni po globokih, zaupnih odnosih. In če so te rane v nas, če smo prizadeti in te rane ne očistimo, ne ozdravimo, pravzaprav nas ta bolečina, ki jo pušča rana, vedno znova povzroča v nas nemir, negotovost. In odpuščanje se zgodi pravzaprav v tem hrepenenju po notranjem miru, tudi po hrepenenju po tem, da bi vzpostavili tiste odnose, po katerih hrepenimo. In vsak izmed nas želi imeti ene spoštljive, ljubeče, sočutne odnose. In prvi notranji premik, ki je nekje na poti notranjega očiščevanja in odpuščanja, je to, da, ko smo že rekli, ne zanikamo tega, kar se je zgodilo, da si to priznamo, in tudi, da ne gremo nekje v tisto logiko pravičnosti, kakor ti meni, tako je s tebi. Da pravzaprav nekje tisto zob za zob, kot pravi tudi stara zaveza, je tudi to, kakor si ti do mene, bom jaz do tebe, in če si mi ti meni storil krivico, je pač pravično, da tudi jaz naredim tebi podobno bolečino. To pa je pravzaprav maščevanje, da vzamemo v svoje roke povrnitev tega, kar se je zgodilo. Da ne dopustimo, da bi pravzaprav bili nekje v tej svobodi, da bi nas ta bolečina, ki je nekje zasužila, in da bi šli v ta krog zla maščevanja, ki se pravzaprav potem nikoli ne zaključi, ker se pravzaprav to ponavlja, ko se mi povrnemo, pa drugi zopet išče to povrniti. Tako se nikoli ne zaključi in tudi grejo stvari vedno na težje, vedno slabše. Kajti nikoli ne moramo pravično povrniti, ker vsak na svoj način tudi iste stvari doživlja do tam. In tako v pismu Rimljanom pravi apostol Pavel, naj se ne ujamemo v to zlo, v to maščevanje, ki se hitro zgodi, in je zato pomembno tisto prvi korak, da
se ne bom maščeval. Je ena odločitev, ne bom se maščeval in tudi odločitev v tem, želim iti na pot odpuščanja, želim iti v pot odpustiti človeku, ki mi je to prizadel. To ne pomeni, da zanikamo bolečino, ki nam je bila storjena, tudi rana, ampak da želimo pravzaprav iti na pot zdravljenja te rane. Kajti samo na ta način, ko gremo v proces odpuščanja, se lahko naše rane zdravijo. Z maščevanjem se ne zdravijo. Maščevanje samo da trenutek užitek, nekje tisto, pa sem ga, sem tudi jaz mu pokazal svoje strani, resnici pa to ne pomaga, da bi se rana zdravila. In s tem pravzaprav prekinemo tudi ta krog vračanja hudega s hudim in začnemo v krog, ki nam ga je pokazal Jezus, in nam ga tudi želi omogočiti to, da hudo povračamo z dobro. Da tako pravzaprav na ta način presenetimo tega človeka, ko pravzaprav vstopimo v to logiko Jezusa Kristusa, ki je na križu presenetil tudi te, ki so ga križali, da je prosil očeta, oče, odpusti jim, vse gredo kaj delati. Da ni klical na te, ki so povzročili po krivici to zlo, trpljenje, zaničevanje, sramoto, v judovskem pač postavi kot prekletstvo, ampak je v resnici klical Božje usmirjenje. Prosil očeta za milost, odpuščanje za te svoje morilce. In tudi do vsakega izmed nas, ki ga zavrača na različne načine. In to je pravzaprav tudi prvi korak nekje, da se ne usužimo zlu, da postanemo sužni tudi krivice, ki se je zgodila, in tudi bolečine. Ampak se osvobodimo in da dopustimo, da se začenja nas isto novo življenje. Odpuščanje zahteva tudi kot tisto, da se soočimo z resnico tega, kar se je zgodilo. Odpuščanje ne pomeni, da stvari zanikamo, kar so se zgodile, kot sem že prej rekel, ne rečemo, saj nič. Drugo, da ne rečemo, pač bom pozabil, kajti v resnici ne moremo pozabiti, lahko samo potlačimo, in se ti spomini na to rano, ki ni ozdravljena in v resnici vedno boli, ob vsaki bolečini, ki se zopet sproži, v resnici se sproži tudi spomin na to in se to zlo, ki se je zgodilo. In tukaj, da stvari priznamo, kaj se je zgodilo, da smo bili prizadeti, ni to, da bi to pomenilo, da bi obtožili tega človeka, ki je storil, ampak je to tista luč, ki nam osvetljuje bolečino in hkrati tudi, da lahko to, kar se je zgodilo, prinesemo pred Boga in dopustimo Bogu, da nas uresniči svoje odpuščanje. Po drugi strani pa, da tudi lahko zberemo pogum, da tudi delimo z tistim, ki nas je prizadel, te stvari, ki so se zgodile. Da zmoremo tudi drugemu povedati, kaj se je zgodilo, da ne bi slučajno se ne zavedal kot takve. Kajti včasih lahko koga nas to prizadane, ne da bi vedel, da nas prizadane. Tudi to je večkrat kot tako. Ni vedno, da bi nekdo hotel zlo zaradi zla, ampak v resnici naredi krivico, tudi ko se tega ne zaveda. Nekoga lahko zelo rani naš smeh. To sem jaz sam doživel tudi v osnovni šoli, ker sem se rad smejal in tako naprej. In so mi kasneje sošolci povedali, da so včasih, ker sem se pa včasih nasmejal, ko ni nikakor mogel
povedati tisto, kar bi bilo treba povedati, odgovoriti, ne, in se mi zelo smešno, ne, posebej včasih, ko so bile kakšne stvari tako logične, ne, in nekako ni zmogel, ne. In nisem se iz hudobije smejal, ampak mi je bilo malo smešno to, ne. Njega je pa to prizadelo, kakor da njega zasmehujem, da ga ponižujem, da se nekje povzdigujem nad njega. Ampak včasih to nehote, ne, tudi s takšnimi dejanji lahko nekoga prizadenemo za celo življenje, če ta človek tudi ne bi imel poguma, pa to izrekel, ne, ta sošolec mi je to povedal in sem se opravičil, ne, rekel, oprosti me, ampak res mislim iz hudobije, ne, nič kot takega, ne. In je tukaj tudi to, ne, včasih, ko povemo, lahko drugi tudi vidi, kaj pravzaprav drugemu povzroča in se tega počasi tudi lahko vadi, da to ne dela neko tako, ker ve, da nekoga to prizadene, da ga rani. In te stvari je treba tudi nekje tudi prav, zato tudi poimenovati, ne. Če pa nekako zanikamo, ne, tisto, da nas je nekaj prizadelo, da nas je ranilo, da nas je razlagali, da nas je ponižalo, da nas je nekje razvrednotilo, tako, ne, in v resnici zapremo to možnost zdravljenja, ne, s tem pa priznamo, ne, nas ta resnica ne nas poniža, ne poniža tudi drugih, ampak v resnici odpre prostor, da se lahko začne tudi ustvarjati neko odpuščanje. Čeprav pa vedno drugi niso pripravljeni tudi včasih priznati to, kar so naredili, da je to lahko sploh hranjeno. Tukaj imajo še posebej težave tudi starši večkrat, ne, ko jim otroci, potem odrasli, povejo, kaj jih je prizadelo. O tem malo več pišem v tej knjigi Prezrti čas, bodimo neozdravljivo bolnih, moljočih in žalujočih, ne, tudi kako večkrat tudi v času poslavljanja in vse to, ko starši umirajo, ne, pa želijo otroci, ali pa ko jih spremljajo starosti, pa jih spremljajo potem težke bolezni in tudi na poti poslavljanja, želijo nekako urediti odnose in izreči staršem, kaj jih boli iz tega, kar so oni naredili do njih, ne, in kako je boleče, ne, če starši tega niti nekje niso pripravljeni reči, ne, in reči, priznati, ja, glej, saj to nisem vedel, ne, nisem hotel, ne, sem želel dobro, pa mi je res žal, da si tako razumel, kajti v resnici starši ne morejo vedeti, kako bo določene stvari otrok razumel, jih razloži in vse to. In ena ponižnost prav to, ne. Ampak mnogi so rekli, kako jim je bilo v resnici ozdravljujoče, kako se je uredil odnos ob zaključku življenja, ko so starši, kateri so bili pripravljeni sprejeti in so rekli, oprosti, ne, žal mi je. Ali pa tudi, ker je pričevanje 30 ljudi, ki so spremljali svoje bližnje na tej poti poslavljanja, tudi zapise izkušnjene žene, in pravi, da je lahko mami izrekla vse te stvari, ki so bolele, pa ni nič protestirala več, ne. Ni nekje pogovarjala ali pa jo znova napadla. Kako je pravzaprav že to veliko bilo olajšanje, ne, da je mama zmogla to sprejeti in ne nekje spet nazaj udariti, češ, kaka si, nisi nič hvaležna in tako naprej. Ja, vse te stvari nekako so pomembna, tudi ta odpuščanja, tudi ta ureditev odnos, tudi ko se poslavljamo. In kako je težko in boleče, kadar te stvari se ne uredijo. Ne damo tudi drugemu možnost, da se še uredijo odnosi, ko se je še zadnja nekje možnost taka, ne, v času našega življenja, koliko bolj tudi nekje tisto, ja, da ne prezremo tudi te možnosti. Naslednja stvar je tudi sprejeti našo krhkost, našo ranljivost, ne. To, da smo pač ranljivi, ni nič nekaj slabega.
pravzaprav ta naša človeška, antropološka ranljivost je tista, ki pravzaprav nam omogoča, da sploh smo pripravljeni vstopati v odnose do drugih, oziroma da se zavedamo, da potrebujemo pravzaprav odnose, da ne moremo sami živeti, da rabimo medsebojne odnose in da nismo sami sebi zadostni, potrebujemo druge ob sebi. In brez nekih odnosov ne moremo živeti. Seveda pa vsak odnos je tudi tveganje. In v vsakem odnosu, ker se odpremo, ker zaupamo drugemu, ker se prepustimo tudi drugemu, smo lahko tudi zlorabljeni, izkoriščeni, nerazumljeni ali tudi včasih zelo ranjeni. In je tukaj pravzaprav to tveganje. Ampak to, da nas nekaj rani, da nas nekaj prizadene, pomeni, da smo zdravi ljudje, da je naša duševnost zdrava. Tudi, da je v nekaterih primerih tudi, da če se pičimo šivalko ali pa z nekim ostrim predmetom na kožo in ne čutimo bolečine, kaj pomeni? Da je ta koža mrtva. Da naše telo ne funkcionira več na pravi način. Tako tudi naša notranjost, če vseeno kaj drugi naredi in to nič nas ne rani, pomeni, da smo nekako notranje otrpeli ali pa se naredili kot kamen in smo nezmožni karkoli čutiti. Ampak potem nismo samo nezmožni čutiti bolečine, ampak tudi nezmožni čutiti veselje, tudi hvaležnost. Smo za vse nekje zaprti. Smo v resnici kamen. In če smo kamen, nismo živi. Ni moramo živeti svojega življenja v polnosti kot ljudje. In zato je pomembno, da ko si dovolimo čutiti, pravzaprav se začne lahko tudi proces očiščevanja, tudi zdravljenja. Ker nas ta tudi bolečina ni en sovražnik, ampak tudi učiteljica. Tudi tega, da lahko skozi to postajamo bolj sočutni z drugimi. Da se zavedamo, da stvari, ki so se zgodile, puščajo vedno sled. In da je, kadar je to nekaj, kar tudi slaba beseda, slabo dejanje, vse to, da to ni vseeno, da pušča težko rano, ne samo meni, ampak tudi drugih. In potem šele, ko priznamo sebi, kaj pravzaprav čutimo, in gremo v odpuščanje, potem tudi mi postanemo bolj sočutni do drugih, se zavedamo, da tudi drugih ob nas čutijo. Če pa postanemo kamni, potem v resnici tudi mečemo kamne, ne da bi vedeli, kaj se ta kamen povzroči drugemu, koga zadane. In zato tudi Bog, ki nas pravi, da nas tudi tej bolečini, tudi vse tem, kar doživljamo, ne bo zapustil. Pri Izaiji pravi, ko pojdeš čez vodo, bom s teboj. Ko pojdeš čez reko, te ne poplavijo, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Tako to zagotovilo, ko stopimo to noter skupaj z njim, bomo lahko pravzaprav šli naprej. Jeza je nekje tudi en signal, nekje med tistim signalom in tudi nevarnostjo kot tako. Da je pravzaprav v tem smislu, da jeza pomeni, da se naše telo odziva na to, kar se je zgodilo. In kadar nas nekaj ogroža, nekaj prizadene, je neka normalna reakcija jeza, ki nas želi zaščititi. Da ne bi to šlo predaleč kot tako, da bi se obranili pred krivico, pred vse tiste, kar se dogaja. Seveda je pa tukaj tisto, kar pravi tudi apostol Pavel, jezite se. To pač je, da je življenje, nekje naše normalne reakcije, ampak nikar ne grešite. Sonce naj zazide nad vašo jezo, se pravi, ne pustite, da ta stvar potem kar gre naprej. Kajti, če v tej jezi vztrajamo ali jo potlačimo ali zanikamo,
se lahko spremeni eno zagrenjenost in tudi notranjo napetost kot tako. In potem zato je jezo treba preobraziti, preoblikovati, jo besediti pred Bogom in jo besediti tudi pred drugimi. Da tudi povemo drugim, kaj pravzaprav nas povzroči in tudi da, kaj pravzaprav tudi da neko reakcijo jeze, da upamo priznati, da ni nič narobe, če rečem, ja, me je ujezilo. To je pač normalno. Lahko pa potem povemo, kaj pravzaprav nas je vzilo, kaj nas je ogrozilo kot tako, in tudi lahko vprašamo, kaj pravzaprav si pa ti želel s tem narediti, ali pa želel reči kot tako. Ker lahko, jaz sem to tako doživel, ne vem pa, kaj si ti želel. Te stvari potem lahko se pogovorimo. Če zmoremo ohranjati tudi tisti notranji mir, je prav to, ko jezo si priznamo in tudi jezo izročimo Bogu, bomo tudi našli tisti notranji mir, da bomo lahko potem se tudi pogovorili. Da ne v afektu jeze odreagiramo. Tisto je najhujše, da v tem afektu, pravzaprav tej moči, kar takoj odreagiramo. Zato je pomembno tudi, da razločujemo to jezo, da vidimo, kaj brani, kaj ti jeza lahko brani tudi naš napuh, lahko našo sebičnost, lahko moj prav, ki to si ni nekaj, kar je dobro za en odnos kot tak. In v tem smislu treba videti, da se tudi priznati, kaj je tudi treba spremeniti, preoblikovati. Pojmovati tudi krivico, da pravzaprav vsaka krivica, ki se zgodi, nam vzame lahko dostojanstvo, lahko vzame zaupanje, lahko vzame odnos kot tako, in to poimenovanje nekje izgub preprečuje, da bi nekje bila neka nejasnost. Da se tudi, če se zavedamo, kaj smo izgubili, potem tudi vemo, kaj pravzaprav je tisto, kar tudi odpuščamo. Če pa ne, potem pa je tisto, kar nam je drugi storil, krivo za vse, kar se nam tudi kasneje dogaja. Tako tudi, če so starši prizadeli otroka, je otrok kot odrasel tudi odgovoren temu, da prejme tudi odgovornost, kako bo vsem tem, kar se je zgodilo, živel naprej. In da je tudi poimenuje, kaj se je zgodilo. Kaj je pravzaprav izgubil pa vse to, kajti če ne, potem so za vse, kar tudi odrasel otrok potem dela neumnosti, vse krivi starši. Ampak niso vsega krivi starši. Je tudi on kriv potem na način, kako pravzaprav si ni sprejel odgovornosti za to, kar se je tudi zgodilo, in kako bo te stvari tudi preobrazil, preoblikoval, šel tudi v odpuščanje. Kajti stvari, ki pač ne odpustimo, nas potem oblikujejo in postajamo pravzaprav tisto, kar ne bi želeli in kar pravzaprav nas je bolelo, pa potem včasih tudi mi začnemo podobne stvari delati in povzročati drugim, ki pravzaprav si tega ne zaslužijo, pa v resnici mi ne zmoremo drugače, ker nas je to neodpuščeno, kar se je zgodilo, še naprej vodi, oblikuje in zaznamuje vse naše odnose. Eno, kar je tudi pomembno na tej poti, je tudi to odpuščanje sebi. Ni največji problem odpustiti drugim, ampak največkrat največji problem odpustiti sebi. Sprejeti, da mi je odpuščeno, sprejeti tudi sebe takšnega kot sem. Včasih nas ne rani le to, kar so storili drugi nam, ampak tudi občutek, da smo drugim preveč zaupali, da smo bili preveč naivni, da smo tudi nekaj pričakovali, kar je bilo nemogoče. Tudi to je večkrat, da smo razočarani. Tudi lahko razočaran mož nad ženo, žena nad možem, lahko tudi zaradi tega,
ker pravzaprav je nekaj pričakovano, idealizirano, kar pravzaprav je nemogoče, nerealno. Drugo, takrat se tudi nas večkrat oglasi kritik, ki nas notranji, ki nas obtožuje, kako si lahko dopustil, da se je to zgodilo. In tako tisto, kar že boli, še dodatno boli, ker se še sami sebe obtožujemo. In včasih naložimo krivdo tudi za tisto, kar nismo krivi. In je tukaj, tudi tukaj pomembno, ko sem že govoril, sprejeti svojo ranljivost, da nas stvari razne rane. Priznati, da smo ljudje, ki smo ranljivi, da smo ljudje, ki pravzaprav zaupamo, upamo in se včasih tudi zmotimo. Tudi je del pač našega življenja, da to nekaj, kar pravzaprav oblikuje naše življenje. In tukaj je tisto, da upamo pristopiti k Bogu, in tudi sprejeti to, da je Božje usmiljenje večje kot naši grehi, večje kot so grehi tudi drugih, ki so nas prizadeli, večji tudi kot tisto, kako mi samega sebe gledamo. Da mi, karkoli se je zgodilo, in karkoli so nam drugi naredili, ali pa smo sebi povzročili, sami ne vzame nam dostojanstva. Mi smo še vedno Božja podoba, pa karkoli se zgodi. Mi smo še vedno Božji otroci, sinovi, hčere v Bogu, pa karkoli se zgodi, karkoli so naredili drugi, karkoli tudi smo sami sebi dopustili, da se je zgodilo, ko smo popadli pod različnimi izkušnjami. Tako je en pastor prav nekje skušal nazorno pokazati, in je pač imel $20, $20, in je vprašal ljudi, koliko je to vredno. Tako $20, to je to €20. In potem je to zvučalo čisto, pravi, koliko to vredno. 20, Potem je to popljuval. Koliko je vredno? Še vedno 20, Pohodil čisto, in vse to, koliko je to vredno? Še vedno 20, Ampak je prej, ko je bil lep bankovec, pa to, zapravo, seveda na zunaj res, da je to uničeno, ampak ima še vedno isto vrednost. Kajti banka daje vrednost temu ne po izgledu, ampak zato, ker je to. In ostane do konca, razen če se sežge kot tako, da ni več vidno kot tako. Ampak Bog je več kot banka. Bog je tisti, ki zagotavlja nam večno, ti si moja podoba, ti si moj ljubljeni sin, jaz sem te vesel in vedno te bom enako imel rad, enako ljubil in nikoli te ne bom zapustil. In tukaj je tisto, kar nam pomaga tudi nekje, da zmoremo tudi sprejeti odpuščanje. Da sprejmemo tudi to, da nam je odpuščeno. In da je tukaj tisto, kar je večkrat nam kristjanov, tudi imamo tako čudovit tudi zakrament spovedi kot tako, da lahko priznamo svoje grehe in ko obžalujemo in dobimo tudi odvezo, zagotovilo nam je odpuščeno, ampak mi večkrat ne odpustimo sebi. Ne verjamemo, da nam je odpuščeno. Ne sprejmemo tega zastonskega odpuščanja. In tako pravzaprav se vrtimo tistih po teh občutkih krivde, in samoobtoževanja, ne zaživimo svobode. In včasih tudi to, da zato tudi težko sprejmemo tudi to, da tudi drugi nam lahko odpustijo, kot tam. Da mi nismo vredni odpuščanja. Ali pa tudi mi se ujamemo to, da drugi niso vredni našega odpuščanja, ker pravzaprav se niso zaslužili. In dokler ne pridemo od tega, da je odpuščanje nekaj zastonski, da je nekaj, kar je zastonsko darovano, pravzaprav tudi mi smo ujeti to, da ne zmoremo odpuščati. Da pravzaprav ni to, da si drugi zaslužijo odpuščanje, ampak je dar, ki nam ga daje Bog,
da ga lahko delimo. Ne. In če zmoremo to deliti in privoščiti tudi drugemu odpuščanju, ne, pravzaprav imamo zagotovilo, da nam bo vse odpuščal. Da ni tisti, ki bi ne odpuščal, ampak problem, ne, ali želimo tudi mi postati njemu podobni, tako usmiljeni, tako odpuščati, kakor on. Odpuščanje tudi ni zanikanje, češ to, da se nekaj ni zgodilo, da to pravzaprav ni bilo tako hudo, tako težko kot tako, kajti tukaj pravzaprav je zlo in ga je potrebno tudi pojmovati in mu dati ime kot tak. Ne nekje pač relativizirati. To, kar se je zgodilo, je to, kar se je zgodilo. Ima svojo težo, ima svojo realnost, resničnost kot tak. In je včasih eni mislijo, če zanikajo, da se nekaj tako res tako težkega, da je lažje odpustiti. Ampak v resnici to nič ne pomaga, kajti telo nosi v sebi tisto bolečino, tisti spomin kot tak, in bo to kar naprej trajalo kot tak. Eno, kar je pomembno tudi to, da ločujemo tudi odpuščanje in spravo. Da je eno, kar je, da odpuščanje ni odvisno od drugega človeka, ki nam je nekaj prizadel kot tak. Mi mu lahko odpustimo. Kajti s tem, ko mu odpustimo, komu naredimo največ dobrega? Sebi, ne? Če imamo mi sebi radi, če želimo sebi dobro, je prav to, da gremo v odpuščanje. In prosimo Boga Očeta po Kristusu, da bi zmogli tako, kot nam on odpušča, tudi mi odpuščati. Kako nam on zastonsko odpušča, zdaj tudi mi odpuščamo drugim. Oziroma, da dopustimo, da se lahko odpuščanje zgodi v odnosu do njega. Pravzaprav Božji dar tudi to, da mi drugim odpustimo. Da prosimo pravzaprav to milost, da bi lahko odpustili, ali da bi vsaj želeli odpustiti, da bi dopustili, da se to odpuščanje zgodi in dopustili tudi čas, ki je tudi za to potreben, ker to ne gre, kar se odločimo, pa bo že kar odpuščanje se zgodilo. In včasih, drugo pa je spravo. Je pa v resnici vzpostaviti odnos. Znov odnos, ki se je pravzaprav pretrgal, ko se je zgodila krivica. In tukaj je, da ta sprava pa pomeni tudi to, da je z druge strani pripravljenost priznati zlo, ki ga je drugi storil do nas, in da tudi pripravljenost spremeniti tudi odnos do nas. Da ne samo pač mi odpustimo in zato tudi mnogi se bojijo odpustiti, ker potem bo se pa stvar nadaljevala, kakor se je. Ali pa nekdo včasih tudi reče, saj jaz mu odpuščam, sosedu ali komu tudi ženi, ampak ne smem povedati. Kajti potem bo mislil, da lahko dela naprej, kot je prej delal. Ampak to je v resnici vladanje samega sebe. Tudi vprašanje, ali mi res odpustimo. Drugo pa ena nemoč, stopiti tudi en odnos oziroma drugemu tudi povedati, kaj se dogaja, kot tako, in tudi reči, glej, lahko mi pa gradimo naprej prijateljstvo, lahko delamo odnos, ampak je potrebno tudi, da ti svoje strani narediš svoje. Tudi svojo pot kot tako. Kajti odpuščanje ne sme biti nekje tisto, da nekje da drugemu možnost, da še naprej nadaljuje zlo, ki ga je delal. Ampak je tisto, ki nas osvobodi in tudi osvobodi tudi to tisto, kar nas ločuje. Po drugi strani pa je potrebno tudi to, da postavimo tudi meje. Da vemo, da povemo drugemu, glej, pač jaz ne morem več na tak način živeti s teboj kot tak, če s tvoje strani tudi ni pripravljenosti kaj spremeniti,
In videti, ne, bo pač odnos šel naprej drugače, kot je bil prej. Ni treba, da se kar nadaljuje. Seveda je tukaj so težave. Je to zakonski odnos, je to odnos starši, ne, ali pa je odnos tudi sosedi, sodelavci in tako naprej, ne, kako te stvari, ampak če prosimo tudi Svetega Duha, da nas vodi v tem, ne, da nam da on luč, kako tudi pristopi, kako te stvari tudi izreči, ubesediti, bomo našli tudi pot. In bo tudi se lahko kaj spremenilo, drugače pa se ne bo nič spremenilo. Zato pravi, da včasih, ja, sprava ni mogoča, ne? Odpuščanje pa je vedno možno, če dopustimo Bogu, da lahko to dela, ne? Če mogoče pravi pismo Ribranom, ne, tudi koliko je odvisno od vas, živite v miru s vsemi ljudmi, ne? Živite v tistih medsebojnih odnosih, kot je potrebno kot tam, ne? Postavljanje meja, ne, tudi v odnosu do drugih, ne pomeni maščevanje, ampak modrost življenja. Osel gre enkrat na leto, kot pravi, kot tam, ne? Ampak to ne pomeni, če jaz pač ne nimam več takem odnosu z drugim, da ga sovražim, da mu želim slabo kot tam, ne? In to bo tudi drugi čutil, ne? Kakšen je tudi naš odnos, naš pogled in vse to na njega. Ali je v resnici naš mir, eno odpuščanje do njega, ali pa pravzaprav je to ena meja zaradi sovraštva. In včasih tudi maščevanje. To drugi ob nas začutijo, ne? Ni nekaj tisto, da ne bi lahko začutili. Ker je sprava pa mogoča, ne, postane tudi znamenje Božje moči, kaj Bog lahko naredi. V tem smislu je tudi pri odpuščanju, tudi spravi pomembno tudi poslušanje, ne? Kaj pravzaprav tisto, ne, kako, ali smo zmožni tudi drugega slišati, ne? Kaj pravzaprav je on drugi hotel, kaj pravzaprav je želel, kaj pravzaprav je bilo tistemu, kar je on storil tam. In večkrat so stvari, kot sem že prej rekel, da delamo sami, pa ne vemo, kaj povzročamo, da podobno tudi drugi delajo, pa ne vedo, kaj povzročajo. Zato je tudi treba stvari tudi slišati, globje razumeti, kaj pravzaprav je v njem, s česa pravzaprav tudi deluje. In tudi ta ponižnost, sprejeti je tudi to, da vsi potrebujemo odpuščanje. Nihče ne more živeti brez odpuščanja. In to je tisto, kar je zelo pomembno. Da se zavedamo, da ni samo drugi tisti, ki dela krivico, ne, ki dela zlo, ampak da smo tudi mi večkrat tisti, ki delamo krivico, ki delamo zlo, ki ranjujemo. Da ni samo, da smo v enih odnosih mi nastradamo, ne, v drugih odnosih pa drugi nastradajo po nas, ne. Enkrat mi po drugem, drugič drugi po nas, ne. In zato pravzaprav vsak potrebuje odpuščanje. Da si ne rečemo, jaz pa nikogar ne prizadanem, jaz pa ne rabim nobenega odpuščanja. In da tako vemo, pravzaprav, da je to neka tudi šola ponižnosti, kako pravzaprav brez odpuščanja nihče ne more živeti. In da vsepovsod, vsak izmed nas potrebuje odpuščanje, da ko gremo v to notranjo globino, tudi zmoremo najti tisto pripravljenost, dopustiti, da se odpuščanje zgodi. Koliko pa v to ne gremo, noter tudi to svojo, tudi majhnost, to nemoč, včasih ne raditi druge kot take, ne, smo lahko zelo trdi v odpuščanju. In prav tukaj nas evangelij vabi, ne, in se prilike Jezusa, ne, tudi usmiljenemu očetu in drugo, ne, kako gledati drugega za tem usmiljenjem, s to potrpežljivostjo, da ne pademo tudi v tisto zamko, v katero je padel tudi starejši sin, katero lahko tudi hitro pademo. In tudi to, da pravzaprav, kot sem že rekel, je tisto, da je Bog prvi, ne, ki odpušča, kako je Bog prvi, ki je nas ljubi,
je prvi, ki nam v resnici pokaže ljubezen, ki nas ljubezen ustvari, ki nas ustvarja in ohranja življenje, ne? Je on vedno tisti, ki prvi na vse da in vabi, da bi mi odgovorili na to njegovo ljubezen, ostali ljubezni, je tudi on tisti prvi, ki nam odpušča in vabi, da tudi mi postanemo njemu podobni v odpuščanju. Da tudi mi zmoremo skupaj z njim odpuščati. Zato večkrat je zapisano, tudi Pavel pravi, kakor Gospod vam odpušča, tudi vi odpuščajte drugim. V tem smislu, da se zavedamo tega Božjega odpuščanja, kako smo povabili, da tudi mi stopimo na to pot odpuščanja, ki smo ga tudi deležni. Drugo, kar je tudi pomembno, da se zavedamo, kako pomembno je ne pozabiti, ampak dopustiti, da ta spomin se ozdravi na to, kar se je zgodilo. Kajti eno je, ali spomin prebudi znova bolečino in prebudi tudi v nas lahko željo, da bomo se maščevali, ali pa da bomo v resnici tako ali drugače zagrenjeni v tem odnosu do drugih kot takih, in se lahko tudi čisto večkrat lahko tudi z nekim cinizmom ali pa vsem tega, lahko potem človek lahko pade v cinizem ali pa eno zafrkavanje in vse drugo, ki je pravzaprav neke vrste obrambna drža, in večkrat zade ta nezmožnost odpustiti sebi in drugih kot tak. In je tisto, da pravzaprav je to, ko prinašamo, ko izročamo tudi te spomine Bogu, in gremo odpuščanje, postane tisto, kar se je zgodilo, spomin, kako Bog pravzaprav je dal milost odpuščanja. Kako v resnici je to vesela vest, da nobeno zlo nima zadnje besede, da nas zlo ne more nekje oblikovati v sebe, pa postajamo tudi mi zli skozi to zlo in nismo pustili, da se preobrazi, da lahko pravzaprav zmaga vedno odpuščanje, zmaga ljubezen, da ima ljubezen tisto zadnjo besedo. In ta pot odpuščanja ima tudi korake, pravzaprav je nekaj, kar pravzaprav je tudi, ima neke korake, ima nek proces in je dobro tudi, da se te stvari tudi učimo, kaj pravzaprav je potrebno tudi narediti na tej poti, tako je tudi pomembno, da ni samo neka tehnika, ampak kot je tudi tisto, se odločim, da ne bom se maščeval, poimenujem izgubo kot tako, stopim tudi v pogovor, da izrazim vse te stvari bolečine, ozavestim, kaj pravzaprav se je zgodilo, odpustim sebi, skušam slišati drugega, razumeti tudi drugega, prositi tudi za to odpuščanje, je prav tukaj tisto, kar pravzaprav lahko korak za korakom, ki ga delamo, se odpuščanje zgodi. Da ni to, da bomo kar enostavno rekli, odpuščam, pa se bo zgodilo. Včasih je tudi leto in več procesa, da lahko res nekomu odpustimo, ali pa tudi sebi odpustimo. Da pomeni sprejeti tudi odpuščanje, ki mi je dano, kot to. In da je tukaj tisto, kar pravzaprav tudi so razne knjige odpuščanja, v Ignacijevem domu duhovnosti, tudi obstaja kot enoletna šola odpuščanja in odnosov, kjer pravzaprav skozi enih 8 srečanj se gre skozi korake odpuščanja, da potem pravzaprav lahko tudi se nekje naučimo in določene stvari se zgodijo takrat, drugače pa tudi nas oblikuje potem naprej, kako pravzaprav živeti tudi odpuščanje. In da to je po knjigi Kako odpustiti, od Mark Bukerja, ki je pred leti izdala
Slomškova založba, potem je bil tudi ponatis pri tudi založbi Ognjišče, skupaj s Slomško založbo, ne. Ki nekje pač kaže tudi take konkretne korake, ki jih lahko naredimo, ne. Da lahko gre, se lahko zgodi nas opuščanje sveta, ne. Eno, kar tudi se želim ustaviti, ne, je tudi ta skupnostna razsežnost ran, ne. Da rane, ne nosimo le posamezniki, ne, ampak nosijo tudi družine, ne, razne skupnosti in nosi tudi narod kot tak, tudi naš slovenski narod. Večne rane, ki so se zgodile v zgodovini našega naroda kot takega, ne. In ta nepreobražena bolečina, ne, lahko pravzaprav ostane skrita, ne, vendar vpliva na odnose, zaupanje, skupno življenje. In tukaj, ne, v resnici takšne rane, ki so se zgodile ali v družini, ali v kakšni skupnosti drugi, ali celo narodu, ne, se pravzaprav prenaša iz generacije v generacijo. In bolj, ko se nič o tem ne govori, bolj, ko to se ne izrazi, se ne da ven tudi ta bolečina, bolj pravzaprav vpliva. Tudi v Ignačjem domu nudi tudi program, mesečni program za žujoče, ne. Kot tako, ne, kar je 6 srečanj na 14 dni, na 2 uri, ne. In so tudi prišli nekateri, tudi tja, tu je bilo že okrog 200 ljudi v 6 letih kot takih, skozi, pač prej, kot sem tudi drugače imeli skupine, so prišli tudi s tem, so rekli: želim iti v žalovanje za nekom, ki pravzaprav ni žaloval, ni te stvari izrazil, kaj se je zgodilo, da so te stvari tudi določene boleče stvari kot take, ne. Kajti vidim, da pravzaprav to, kar nisem jaz ubesedil, da ven vpliva na moje otroke. Da v resnici otroci ne želim, da bi nosili posledice od tega, kar jaz stvari nisem ubesedil, ne. Še posebej, če so bile kakšne tragične smrti. Ali kakšen samomor, ali druge stvari, ki so zelo prizadele družino kot tako, ne. In se je vse to potisnilo v pozabo, ne, nekje se o tem ni govorilo, ne izrazilo, ne preobrazilo to bolečino, žalosti, stiske, izgube kot take, ne. Pravzaprav oblikuje naprej življenje, ne, in pravzaprav onemogoča, da bi tudi drugi od nas lahko zaživeli neko svobodo, prerojenje, ker pravzaprav nas to tako zaznamuje, ne. Ali tudi, ne, ko umre otrok in tako staršem, ne, te stvari, ko ne zmorejo te stvari ubesediti, ne zmorejo sprejeti tega noter, vključiti kot tako, in da je to tudi velika bolečina, ne, kako tudi potem zaznamuje njihov odnos do drugih otrok, ne. Kot tako, ne. In vse te stvari, ne, ko nekje ne izrečemo, ne damo ven, ne spregovorimo, vse to, ne, to pravzaprav oblikuje naše odnose naprej, ne da bi se zavedali, ne. In posledica, ne, ko se o teh stvareh ne govori, ne, in se tudi potlači, ne, je potem nezaupanje, razdeljenost ali pa tiha napetost skupnosti, ne. Zato tudi skupnosti kot take potrebujejo tudi pot obnavljanja spomina, kaj pravzaprav se je zgodilo, ne. Tudi nekega razumevanja tega, kar se je zgodilo, tudi notranjega ozdravljenja. In nekateri tudi opozarjajo, ne, da je naš slovenski narod, ta družba pravzaprav nosi znake nepredelane travme, ne, ki so se zgodile. Še posebej tudi teh pobojev po drugi svetovni vojni, ne, ali pa raznih krivičnih smrti kot tako med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni kot take, ne. In je tukaj tisto, kar pravzaprav je bilo potisnjeno neko tabu temu in se o tem ni smelo govoriti, ne. In ta
psihoterapeut Matjaž Regovec pravi, sprašujem se, kdo pravzaprav je več trpel takrat ob koncu druge svetovne vojne. A je tisti, ki so bili ubiti, a je tisti, ki so ostali živi. Pravi, verjamem, da bolj ti, ki so živi, ker so v resnici bili pravzaprav potisnjeni ta molk, ker niso smeli o tem govoriti, ker niso smeli izraziti, pa niso zbrali poguma kot takega, ne? In te stvari, kako pravzaprav je to traumatiziralo vse te ljudi, ne? In traumatiziralo potem tudi družine in tudi še tretje generacije naprej, se te stvari prenašajo, ker pravzaprav niso bile izgovorjene. In zato tudi nekje imeti tudi pogum v skupnosti, tako v družini, kot v drugih skupnostih, kot narodu, ne, poimenovati, ne, spregovoriti o tej bolečini, ki se je zgodila. Ne o tem molčati. Resnica ni namenjena tudi o tej bolečini, ko se govori, da bi obtoževali tistega, ki je to storil, ne, ampak osvobajanja tudi odnos. Kaj pravzaprav se je zgodilo? Kaj pravzaprav je nekdo doživljal kot tako. In je tukaj pomembno tudi ustvariti neki varen prostor, kjer lahko ljudje brez strahu povejo svoje izkušnje, povejo to bolečino, povejo to, kar nosijo vse. Gotovo je najbolj ozdravljajoče, kot je tudi v Ruandi kot tako, ko je bil tam tudi veliki genocid, vse to, kjer so ustvarili prostor, da so borilci, tisti, ki so bili pač tudi šli skozi to trpljenje, tudi ko so še preživeli določene te strahote, genocida, da so vsak lahko povedal tisto, kar je čutil, doživljal kot tako. Da so drug drugega poslušali, drug drugemu rekli, ja, res je to. Tudi so tisti, ki so to delali, tudi upajo povedati razloge, zakaj so bili. Kaj pravzaprav je bilo njih tudi bolečina in bo predelano strahovi, jeza in vse drugo, kar je v to noter gnano. In da so tako pravzaprav drug drugemu omogočali, da so bili slišani, sprejeti in je to veliko pomagalo zdravljenje kot tako. In tukaj je to vprašanje tudi, ali so zmožni tudi v našem narodu, z obeh strani slišati drug drugega, ne nekje obtoževati kot tako. Ampak po drugi strani je tudi to, da tudi lahko tisti, tudi potomci teh, ki so bili umorjeni, kot tako, kot tisti, ki so ostali, so se stvari malo prenesle naprej, povedale, da bi o teh stvareh lahko drug drugim delili. Bi pravzaprav bilo to vsebujoče, slišati drug drugega, ne se bati o tem spregovoriti, ne se bati dati to bolečino ven. In hkrati tudi to, tudi ko so ta pričevanja, vse to, kako če so nekje pokazala, kot je bil zdaj tudi ta film, še naša kri, kot taka, ker v resnici prikaže zgodbe kot take, ne da bi nekje hotel koga obsoditi, ampak v resnici, kaj se je zgodilo, kaj je bilo, kaj se je doživljalo, kako je vsak tudi posameznik na različne načine odreagiral na določene stvari kot take. Da pravzaprav to nekaj osvobaja, da ni to nekaj, o čemer se ne govori, da je tako potisnjeno v molk in v tišino, v neki tabu, pa potem dela na svoj način se to v nas podzavesti, ki je v nas vsak posameznik ali pa narod. Če pa dajemo to ven, to spregovorimo, pa je možna tudi preobrazba, je možno tudi te stvari, da bodo nekje lahko se stvari tudi počasi preoblikovali. Seveda je tudi pri vsem tem potrebna tudi potrpežljivost časa. Potrpežljivost tudi temu, da se zavedamo, da odpuščanje rabi tudi svoj čas, posebej pa tudi potem spravo naprej. Že to, da gremo odpuščanje, da gremo te korake kot take, je potreben določen proces. In ni to kar enostavno kot tako. Ampak če smo pripravljeni, kot pravi apostol Pavel, kot Božji izvoljenci, sveti, ljubljeni,
si torej oblecite čim globje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Ne. In da srce se potem počasi zdravi kot tako. In da v resnici tudi to, ko spregovorimo o teh stvareh, je večkrat, nekateri tudi niso spregovorili v družini, češ, da ne bodo potomci s tem obremenjeni. Ali tudi, kar se je zgodilo v družini, ali kar tudi v narodu kot takem. Ampak v resnici to je za vse te ljudi pisano bilo in tudi, če niso govorili, so govorili za svojo držo, za vsem tem, kar pravzaprav je bilo v njih kot tak. Zato to nič ne pomaga, če molčimo. To je ravno tako kot pri žalovanju, in se tudi tako težko soočati z žalovanjem, ko nekdo pravi, če bom po pol leta ali pa enem letu govoril o tem, kar se čutil, doživljal kot tako, bom samo na novo prebudil vse tisto rane, spomine in bo še slabše. Na prvi pogled res, ampak dolgoročno po tisti ljudje, ki gredo skozi to, tudi po 20 letih, 30 letih, vidijo, kako pravzaprav jih je to osvobodilo, da so enkrat zmogli o tem res spregovoriti. In da so bili slišani, da so bili sprejeti, da so se te stvari lahko preoblikovale počasi in preobrazile. Zato tudi te stvari je tudi pomembno pogum in tudi dati čas. Ne nekje se pustiti, da nas to ujame kot tako. In to odpuščanje, ker se zgodi, pravzaprav eno največje pričevanje o moči evangelija, o moči Jezusa Kristusa in njegovega usmiljenja, ki nas preoblikuje tudi naše odnose kot take. In tudi ta pomaga pravzaprav najti tudi neko notranjo stabilnost, notranji mir, iz katerega potem lahko delujemo, katerem lahko se počasi tudi preoblikujemo svoje odnose kot tako. In zato tudi pomembno, tudi da stopamo tudi v nenehno preverjanje srca. Kaj to pomeni? Da ta notranji mir se zavedamo, da ni samo v sebi umeren, ampak je tudi sad tega, ali mi čistimo vsak dan tudi svoje srce. Čistimo raznih zamir, čistimo vsega tistega, kar je ranilo srce. Ali pa s čimer so ga drugi ranili, ali pa smo ga sami ranili. In je tako tudi, da prepoznamo molitvi, tišini te zamire, ki jih nosimo v sebi. Zamire do drugih, zamire tudi do sebe, zamire do Boga, vse te stvari. In da sproti prosimo za milost, da bi to lahko odpustili, da bi lahko šli v odpuščanje do tako, da se te zamire ne povzročijo še globlje rane in te rane se še bolj zakoreninijo v našem življenju. In je tako pravzaprav ta drža tudi postane del naše duhovne poti. Zato je tudi odpuščanje nekako neprestano očiščevanje, kot je bilo tudi v naslovu kot tako, da ni to nekaj enkratnega, ampak je to drža, da je to nekaj, kar pravzaprav je v tem, kar smo poklicani, da prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kako je Gospod popustil vam, tudi vi odpuščajte. Če se učimo vsak dan odlagati svoje zabremenjenosti in vse to, potem je naše srce zmožno postati tako usmiljeno, kakor je Božje. In zmoremo vzpostavljati takšne odnose, kot jih je Jezus tudi vzpostavljal do vseh ljudi in želi, da bi tudi v njem zmogli. In vsi smo svobodni in zmoremo doseči tudi tisti mir, ki nam ga Kristus daje, ki nikjer ni ena odsotnost konfliktov, ampak je v resnici tisto, da ta drža odpuščanja more vedno prerasti konflikt in da tudi konflikt potem spodbudi, da stvari razčistimo, da stvari spregovorimo, da vidimo, kaj pravzaprav ranjuje in da se tudi nekje postavimo meje, se tudi med seboj lahko tudi to povemo, da ne nekje kar tlačimo vas. In potem, ko se vsega preveč nabere, eksplodiramo
in tisto nič ne pomaga. Ne. In nova prihodnost, ne, je prav to, kar omogoča tudi odpuščanje. Da, če živimo v odpuščanju, ne, pravzaprav omogočamo tudi to, da dobi eno možnost tudi naše prihodnost kot taka, eno naše sožitje, kateremu smo poklicani. Ne. Da preteklost ne s tem odpuščanjem izgine, ne, ampak ni več gospodar nad nami. Ne določa več našega ravnanja, ampak določa naše ravnanje to, kar smo. Kristus. Ne. Dopustimo Kristusu, ki v nas živi, da lahko po nas živi in da lahko po nas odpušča, da lahko po nas deli odpuščanje, da lahko po nas ustvarja odnose ljubezni in spoštovanja. Če pa ne gremo v odpuščanje, če ne gremo v to zdravljenje spomina, ne gremo v ta proces preobrazbe, preoblikovanja vsega tega, kar se je zgodilo, potem pravzaprav nas vse to onemogoča, da bi ostajali v Kristusovi ljubezni in dopustili, da bi ta Božja ljubezen, njegova ljubezen lahko preko nas prihajala na druge. In v tem smislu, ne, da prav to postane tudi potem tudi eno upanje za našo prihodnost. In odpuščanje, da postane tudi kot način življenja. Da ne mislimo, ja, pač enkrat odpustimo, pa konec. Zato tudi pravi, ko Peter vpraša, in koliko krat ne odpustimo, ali 70krat, 70krat, ne, pravi ne samo toliko, ampak vedno znova. Se pravi, ena drža odpuščanje, katere smo, odpuščanje, ki je sebi, drugim in tudi Bogu, ker so napačne podobe nas tudi nekje daje potem tudi zamire do Boga kot tak, da lahko tako se preobraža in zmoremo sebe, druge in Boga videti na Jezusov način. Takrat pravzaprav se lahko tudi ta svet živi v upanju in ne bo vedno znova padlo takšno drugačno zlo. In ta rast v tej svobodi zoreni je tisto, o čemer smo poklicani, in upam, da bomo zmogli, da se zmogli tukaj povedati tudi v to smer. Pa vas najprej povabim, da se malo drug proti drugemu obrnete za 2 minuti, kaj vam ostaja, nekje za 2 minuti, lahko malo govorite drug z drugim.